Zdaj mi manjka samo še ena stvar, da sem pa res prava kmetica. Natalija, ti res verjameš v Marsovce? Za mene je kralj živali piščanec. Je oseba, s katero bi večina ljudi na gasilski veselici z veseljem naredila selfie. Je voditeljica, radijska, televizijska, je trenerka borilnih veščin in je oseba, ki je prepričana, da v vesolju nismo sami. Ima izpit za motor, naredila je potapljaški tečaj, celo tečaj za varno ravnanje z orožjem. Torej z njo ni dobro češen zobati, čeprav so češnje njen daleč najljubši sadež. Z nami je ena in edina kraljica kmetije, Natalija Bratkovič. Dobrodošli v Pop Show. Krasna, vedno cvetoča, ne? Hvala lepa in tudi počutim se fenomenalno. Snemamo kmetijo, nova sezona bo še boljša od lanske, predlanske in komaj čakam, da jo gledalci in gledalke lahko tudi začnejo spremljati. Tudi sam komaj čakam. Letos ste zamenjali šumo oziroma kmetijo, ne? Kako je? Res je. Ostajamo na Dolenjskem, okej. ampak na vsaki 2 leti je tako, da zamenjamo lokacijo snemanja, imamo popolnoma novo kmetijo. Lahko ti je žal, da nisi prišel pogledati, jaz verjamem, da bi ti bilo zelo všeč. Gozda oziroma šume je pa še več, kot je bilo lani in predlani. Kaj pa, če bi primerjala eno in drugo, katera je boljša? Mogoče katero posestvo? Letošnje mi je lepše, zato ker je dosti bolj razvejano, bolj položno. Lani se spomniš tisti nevihtni časi, ko so bili, smo se zjutraj zbujali, ena ekipa je živela tekmovalcev v šotoru in smo s strahom gledali v nebo in prišli na posestvo, ali še tam stoji šotor, je hlev še okej, ali je vse skupaj odneslo, strmo je bilo. Ko ne snemaš kmetije, pa delo na radiju, kickboks in tako naprej, ne? Točno tako. Si kdaj znanje oziroma veščine v kickboksu uporabila tudi izven telovadnice? Hvala Bogu, ne. Ni bilo še potrebno? Ne, nisem človek, ki bi zagovarjal fizično nasilje. Okej. Sama, kadarkoli se zgodi kakšna situacija, da bi bilo karkoli treba rešiti, vedno uporabim najprej pogovor. Meni so besede še vedno najmočnejše orožje, zato mi težko sede sodoben čas, ko si vsak jemlje pravico in po svoje razlaga svobodo govora, ne da bi pomislil, kako močno lahko neke besede zarežejo v nekoga. Če komu kaj ne paše, rada vidim, da pride in reče, Natalija, to mi pa ni najbolj všeč, okej? Zakaj? Dajva se pogovoriti. Vedno se da rešiti stvari na tak način. Je pa res, da je to odvisno tudi od tistega, ki ti stoji naproti. Če človek ni pripravljen zadev razčiščevati oziroma se kulturno pogovoriti, potem s takšnimi ljudmi tudi ne mislim izgubljati časa. Si ti lani mogoče prišel blizu s kakšnim vprašanjem, da bi pasal levi kroše na to močno moško čeljust, ampak sem se zadržala in sva rešila s pogovorom in nasmeškom. Glede na to, kaj naj čaka v nadaljevanju, me je zdaj malo zaskrbelo, moram priznati, ampak lej, bova videla, kako bo. Torej sem na testu danes. Tako, nekaj takega. A je kakšna taka prigoda, ki se jo spomniš, da se je na kmetiji zgodila, pa na koncu ni prišla na televizijo? Ja, recimo, ne vem, koliko se bo letos česa videlo, ampak smo že imeli recimo eno prigodo, da je ena žival pobegnila v gozd. Okej. Ja, in so jo tekmovalci iskali. Jaz mislim, da bo to sicer našlo svoj prostor, ampak spet ne 6 ur iskanja, bo samo en izsek. Ogromno je takšnih stvari, ki se zgodijo, pa žal pač ni časa, da bi to pokazali. Malo me zaskrbelo zdaj za to žival, ker si mi prej povedala, da je tam tudi dosti medvedov in tako naprej, pa ne. Ja. Upam, da se je srečno vse skupaj končalo. Dajva reči tako, lani si me vprašal, kakšno je že bilo vprašanje, se ga spomniš? Ne vem zdaj točno, kaj misliš. Glede gozda, gozd je bil moj odgovor, kje na kmetiji bi si privoščila na slado. Tako. Bom uporabila to besedo. Tako. In sem rekla gozd. Res je. Letos ne bi izbrala Ne bi. gozda. Letos. Okrog in okrog medvedi, ogromno njih baje Okej. in pa tudi divji prašiči. Tako da naj narava letos ostane na drugi strani. Pred tabo so bili gostje tudi sodniki iz Masterchefa. Če bi šla ti v Masterchefa, kaj bi jim pripravila, da bi jih sezula? Cheesecake. Okej. Jaz jem zelo preprosto hrano. Meni bi Masterchefovi sodniki takoj rekli, Natalija, adijo, tukaj nimaš kaj iskati. Jedi na žlico, zelje v vseh mogočih oblikah, kakšna juha, meso, za mene je kralj živali piščanec, kar zadeva krožnika.
ajdovi žganci, takšne preproste jedi imam jaz rada. Res čisto simpel hrana, ki za Masterchefa in za vtis niti približno ne bi bila dovolj. Se veš, kako je? V Masterchefu se tudi tekmovalci ogromno naučijo tekom oddaje in tudi včasih manj je več. In tudi preprosta hrana je odlična. Sama nimam te težnje, da bi se urila v kuhanju, ker nimam potrebe potem. Raje ta čas namenim drugim stvarem, ki pa jih rada počnem. Natalija, ti res verjameš v Marsovce? Seveda. Pa dobro, zdaj lahko jih imenuješ Marsovci, lahko jim rečemo nezemljani, lahko jim rečemo bitja iz vesolja, ampak ja, prepričana sem, da v tem širnem vesolju nismo sami. Baje si tudi zelo podobna Sneguljčici. Ker je do mene prišla informacija, da ti imaš tudi kar precej palčkov. A ja! Veš, ko so iz filca narejeni, nimajo očk, imajo kapice, čez samo nosi in to. No, te palčke zbiram. Imam jih kar veliko doma okrog televizorja, so vsi. Ja, vidiš. A sem zato Sneguljčica? Ja, lej, podobnost imata, obe zbirata, mislim, imata palčke. Dobra. Ja, baje imaš tudi tečaj za varno rokovanje z orožjem. Tako je. Ampak to nima nobene veze s kickboksom. To nima nobene veze s tem, da bi se jaz počutila bolj varno ali da se počutim v življenju ogroženo. Gre samo za to, da je bila to moja velika želja. Tako kot izpit za motor, tako kot potapljaški tečaj, tako kot trenerska licenca. To je samo ena od mnogih stvari, ki me v življenju zanima. In ja, če želiš iti na strelišče, zanima me recimo športno streljanje, potrebuješ dovoljenje in seveda imeti orožje v rokah ni hec, da se razumemo. To so zelo resne stvari. In ja, sem naredila ta tečaj uspešno, hvala Bogu, še ena kljukica na mojem seznamu stvari, ki jih želim narediti v tem življenju. Tale še za konec, če bi mogla zbrati eno žival na kmetiji, katera žival bi bila in zakaj? Pa jaz bi bila kar pes, no. Pes? Ja, pse obožujem. Veš, tista klasika, če bi izbrala psa ali mačko, pes takoj. Rada imam vse živali, da se razumemo. In joj, ti ne veš, kaj se je letos zgodilo, ne? Na kmetiji z živalmi? Ne. Ja, lahko to povem, ko smo snemali promo za Pop TV. Umrl boš. Kaj? Mislim, da obstajajo dokazi za vse to, kar bom povedala. Obstajajo. Okej. Lahko ti je žal, da nisi prišla na kmetijo. Zdaj mi je res, no. Ampak ti bom povedala, ker si ti, samo zaradi tega. Hvala. V glavnem, letošnji promo napovednik za Pop TV vključuje živali. Logično, živali, za katere skrbijo tudi tekmovalci in tekmovalke. In pazi to, najprej bi bilo treba posneti kravo, kako jo mavzem. Ni pustila, ni teorije, niti ena, niti druga. Potem, posnamemo mi zadeve in gremo na drugo žival, ovce. Tam sem sicer uspela jo ostrišt, ker je to bila moja naloga, ampak težave, kako ovco prepričati, da stoji tam v kadru poleg mene. Tretja varianta, dobim tako malo ovčko v roke, Blaž. Tako majhna, dete, si jo dam takole v naročje, dobim zraven flaško s kozjim mlekom, jaz ovčko pitam, naenkrat me pobruha s kozjim mlekom. Gremo snemati prizor s kokošjo, v eni roki držim kokoš, v drugi jajce, klečim, jaz si kokoš dam na levo nogo in naenkrat, ko rečemo začetek snemanja, najprej ena krava kaka, tako pol metra proč od mene, nato druga začne še lulat, še bliže meni, kokoš gleda, jaz gledam, kaj bomo zdaj naredili, za nameček pa samo naenkrat čutim tako toplo na levi hlačnici kavbojk in samo pip. Rekla sem, zdaj mi manjka samo še ena stvar, da sem pa res prava kmetica in to je, da pomagam skotiti tele, ker veš, kako to poteka, ne? To greš v kravo, potegneš ven in z onimi rokavicami. Ja, to je, mislim, da to še doživimo v življenju in je to to. Je to to. Lej, po mojem so tudi živali takrat, kadar so rekli na setu akcija, razumele, da takrat morajo dati, ne? Pa so dale vse od sebe. Res je. Tako da ja, evo, to je to. To je to. Zaključek tega prvega si pripravljena na drugi. Ja. A še je? Zdaj sledi. Zdaj se stopnjujeva. Ja, veš, kaj si rekla o tistih vprašanjih prej.
No, zdaj bojo vprašanja malo bolj taka, tako da, če mi bojo iz produkcije dali uno masko za na glavo, da jih ne bom fasal. Čelado. Čelado, ne, nimamo.